Velenjski rudarji so se po 10 dneh stavke vrnili na delo. Po nočnih pogajanjih so zgodaj zjutraj predstavniki holdinga Slovenske elektrarne, Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje podpisali dogovor o tem, da bodo do 17. julija podpisali aneks pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije. Do takrat je stavka zamrznjena. 22 zaposlenih v vinogradniško-vinarski družbi Kapela iz Radencev že tretji dan stavka. Zadnjo plačo so prejeli februarja, del izplačila potem še marca. Delavci zahtevajo, naj jim lastnik podjetja Franc Podlesek izplača plače, lanski regres in poravna vse prispevke. Ko bodo dobili vsaj eno plačo, bodo začeli opravljati najnujnejša dela v vinogradih. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji tik pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami sklenila, da bo nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja o ukrepih glede plač v javnem sektorju za leto 2015. Minister za notranje zadeve in javno upravo, ki opravlja tekoče posle, Gregor Virant, je namreč včeraj odločil, da zaradi stališč Mira Cerarja in šibke podpore sindikatov podpisa varčevalnega dogovora v javnem sektorju ne bo. Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami je zadnja 2 dni predčasno glasovalo že več kot 43.500 volivk in volivcev oziroma kar 0,5% vseh volivnih upravičencev. Možnost predčasnega glasovanja je izkoristilo dobrih 40% več volivcev kot na predčasnem glasovanju na predčasnih volitvah leta 2011. Predčasno glasovanje je možno le še danes. Nogometaše Kopra in Rudarja čakata povratni tekmi prvega kola kvalifikacij za Evropsko ligo. Koprčani imajo prednost 5 golov proti Čeliku, Rudar pa je doma le remiziral z albanskim Lačijem z 1:1, tako da je pred njimi zahtevna naloga. Vreme. Jutri se bo na zahodu delno zjasnilo, predvsem na severovzhodu pa bo občasno še lahko rahlo deževalo. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, topleje bo. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Na ptujskem zavodu za zaposlovanje je za javna dela denarja zmanjkalo že marca. Kako v času dopustov učinkovito zaščitimo premoženje? Nove pohodne poti za raziskovanje zgodovine Maribora. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.